nikogar, ki bi se ukvarjal z vašimi idejami in težavami. Zaupajte jih elektroniki. Seveda se naj to zgodi po daljšem pisku. In nikar ne skrbite. Jutri bo bolje. Jaz sem odklopljen, kaj pa ti? Preveri stanje, z nami si. Učlani se med odklopljene. Takole se zadeva zruši, pa zasuje. Sigurno vam ni jasno, kaj se tle dogaja. Da bom jaz povedal. To je genetski inženiring. Jaz sem zdaj mešanca med krtom pa človekom. Knap. En knap. Vam bo vseh malo jasno. Ups, odklop. Ups. A ti je všeč pri meni? A bi imela kaj? Veste, koliko morajo eni ljudje delati, zato da zaslužijo za eno tako flašo? No, eni delajo. Eni pa samo preložijo kupček denarja z enega kupčka na drug kupček. Ampak recimo rudar bi moral pa prekopati za tako flašo 3 tone premoga. Ne? 3 tone premoga bi mogel prekopati zato, da bi se eno tako flaško kupil. Neverjetno, ne? Ampak je res. Pol tone. 1 tona. 3 tone. 7 ton. 2 tone pa pol. Kjeno? Skoraj 2 tone. Odklop je res naporna zadeva. Snemanje, montaža, sinhronizacija, pa spet snemanje. Dež, sneg, sonce, vse. Ko sem končno uspel dobiti par dni fraj in se odločil za krajši počitek v toplicah, se mi zgodi pa tole. Eno kavo, prosim. Z mlekom. Hvala. Živim. Te gledamo, si to prav ali nisi? Sem. Kaj pa delaš tukaj? Nič, počivam, uživam. Snemaš kaj še, snemaš? Tudi, ja, se kar naprej delamo. Odklope? Ja, seveda. In? Gre? Jaz sem da videl že v precejšnjih odklopih. V glavnem zmor kaj specialnega, ne? Sam nekaj ti pa še manjka, ne? Veš, kaj bi pa res mogel probati odklop? V rudniku. V rudnik? Ja, tisti je pa te prav odklop. A ti delaš v rudniku? Aha. A res? Ja. Kje je? Tukaj v Zagorju. A ja, to je tukaj blizu, ne? Že razmišljal, kdaj je okoli tega? Razmišljal nisem, ampak bi bilo pa fajn, ja. To bi bila ta prava stvar. Sploh za tebe. Šef je pa to. Ovo je. Kaj pa zdaj delajo v rudniku? Ti v glavnem zdaj nič ni proizvodne, se zapira, ne?
2 pira, prosim. Se boš pir, ne Borut? Bom. Hvala. Eno tono. Ena tona kaj? Ja, čas je mogo rečemo en knap, takole za 2 pira, eno tono kojma ne kopati, ne? Za 2 pira eno tono. Koliko bi pol zaslužil v enem mestu za 5 pirov, ali kaj? Ne, mislim, to je on nakopal, ne, se tona je bila dražja, ne. Sam za tisti njegov del, za nakopati za eno tono je bila približno vrednost 2 pirov. To bi pa rad videl. Se boš? Na zdravje. Na zdravje. Kdaj gremo? Rečeno, storjeno. Tukaj je že, so začeli rudariti v Zagorju leta 1755, so začetki, se pravi... To je bila Marija Terezija še takrat. Ja, še takrat v tistih časih, ne. Se pravi, že več kot 240 let so tukaj rudari. In koliko je bilo največ rudarjev zaposlenih? Ja, v tistih zlatih časih, ko pravimo, je bilo tudi 1500 zaposlenih, ne. Koliko jih bo danes še? Danes nas je pa že po 250. Ti pa kako, da se ne splača več? Tukaj je v glavnem, ekonomski razlogi so draga proizvodna, se pravi stroški na tono so izredno visok in pa po drugi strani pa svetovne cene premoga, se pravi prosto tržišče, komu ne moramo več konkurirati. Ja, tudi tam zunaj imajo to dnevni kop. Ja, v glavnem je tu, naprimer z Indonezije premog, je na dnevnih kopih, ko je praktično enkrat cenejši, kakor naš, ko ga pripeljejo sem, ne. Če gledamo, da praktično ena ladja pripelje naše zadnje leta, ko smo imeli letno proizvodno skoraj, ne. Ena ladja celo letno proizvodno? Ja, od 100 do 130 tisoč ton pripelje ena ladja naenkrat v Slovenijo, ne, in tem se pa ne da več. Ja. Tole je garderoba? Ja, tole so rudarske garderobe. Tukaj se rudari sploh oblačijo na delo v jamo. Se bi obešenci dal za sneg. Ja. Bi še vedno kot pred 200 leti. Ja. Pa to zame? Ne, ta je za mene. Kaj je zame? Ti imaš pa to. No, vidiš, tu ima zdaj rudarsko obleko, srajca, majica, bluza, hlače, škornji, vse komplet. Kaj preoblečem? Ja, kar. Uniforma? Ja, uniforma. Tokrat sicer rudarska, delovna obleka, ampak vseeno, vse mi je dišalo po tistih zoprnih trenutkih iz vojske. No ja, bilo je sicer nekaj opaznih sprememb. Kje so nogavice? To daš kar na bose noge? Tukaj so nogavice vodi. Vidiš, tu so nogavice, obujke ali šufece. Rudarske. Šufelice? Šufece. Ja. No, kar vsed se bomo obula. Glej. Tole daš na tla. Vidiš nogo na sredino, Borut? Potem, no dej. Tako. Zdaj pa gremo tako eno stran, čez, pa drugo. Zategni to, Borut. In takole, pokoj. Kaj je to zadaj? Takole primeš s to roko. In tako, ta del, primeš pa takole gor. Zdaj pa škorn in damo noter nogo. A bo? No? Bravo. Še ena. Čelada, Borut. Zdaj gor potegnemo. Ja.
Uniforma je bila sivo-olivne barve. No, vsaj štumfi so bili nekoliko drugačni. Pa čelada je bila rdeča, plastična. No, vidiš, Borut, tu smo zdaj v lamparni, rudniški. Tukaj bomo vzeli akumulatorske svetilke. Ja, to je prav akumulator. Preverimo, če dela. Dela. Svinčen, koliko je v avtomobilu? Ja, akumulator, na kislino. Ta je tvoja, vidiš, dela. Kar jo vzem jo. Vzamemo markico, vsak svojo. Markico vzem tole. Zdaj gremo pa še po samoreševalca. Ta markica pomeni evidenca, rudarjev, ko so v jam, in potem tudi ta v lamparni ve, kdo je v jam, kdo še ni prišel z jame, in za slučaj, da kjer ga ne bi bilo, ga gremo iskati. Zdaj se bomo mi da tole namestila gor. Tole veš. Glede, ga boš dal z te prave strani. Ja, z desne. Ja, ne, še z te strani gre, ja. Kar fajn si zapni, Borut. Fajn. Luč daš pa kar takole noter, le. Noter, žog. Pa na čelado. Pa zadnje, le. No, vidiš, Borut, ta samoreševalc, izolacijski samoreševalc, ta to v bistvu varuje pred zunanjo atmosfero. Se pravi, če bi prišlo v jam do eksplozije, do pojava škodljivih plinov, bi si namestili tega samoreševalca in bi se umaknil svež zrak, ne, z njim. Zdaj, kako se ga pa odpira, vidiš, ti bom pokazal, ta prvo se tole odpne in potem se sunkovit potegne, da se to strga, ne. Potem je treba ločiti še ta del, se pravi, ga vzamemo iz futrole ven in še enkrat sunkovit pocuknemo in pol ta del pade stran, ta del isto pade stran, ker tu je drugače zaprt hermetično, ne. In potem se nam pokaže vsebina, ki jo vzamemo ven, zopet vzamemo in na to imamo samoreševalca pripravljenega. Potem pa močno vdihnemo. Tako smo samoreševalca aktivirali in z njim lahko dihamo. Se pravi, se lahko z njim umikamo. To skozi isti zrak pol dihaš? Ja, zato je pa tako važno, da vrečo ne pihneš te prvo. Ker potem dihaš z istim zrakom, ko se tukaj noter kemično prečist, se pravi, z isto količino zraka ti skozi dihaš. Kje pa kisik dobiš? Ja, kisik zrak se prečist tukaj noter, kemična reakcija, in zato se to močno segreje. Zato je tale nastavek za brado in pa tole, ko nam drži okolo vrata. Za koliko časa pa je pol to? Tole je za 20 do 30 minut zmerne hoje, oziroma do 120 minut, če bi sedela pa čakala na pomoč. S tem se moraš izredno, preudaren, počas premikati, ne smete panika zagrabiti, ker če boš se zadihal, boš dosti težje dihal na njega. Se pravim, tu je za slučaje pojava nevarnih plinov za umik v svež zrak. Borut, tukaj smo pa pred vhodom v jamo. Važno je, da si pogledaš tole. Poglej. Zadnja priložnost, da oddaš cigarete in vžigalce. A to sploh ne smeš not nesti? Ne. A imaš mogoče sabo? Ne, nimam. No. Pol je pa v redu. Ker ne smeš nobene take stvari. Tako da zdaj... Očka, vrni se zdrav. Če si pripravljen, Borut, srečno? Srečno pa gremo. Ne? A to pa ni napisan, kje gre? Ne, to se pa izreče. In drugemu. Gremo? Srečno. Srečno. Torej, Borut si je poleg
že tolikih pustolovščin zaželel še pustolovščine v jami. Po oblačenju in opremljanju je že kar malo zaslutil, vendar pa še daleč ni vedel, zakaj se gre. Po pozdravu srečno na vhodu v rov je bila to za njega zgolj fraza. Mislim pa, da bo po obhodu čez jamo in pa na samem delovišču spoznal, kako pomembna je kako pomemben je ta srečno. A je zunaj na površini, je tudi kaj premoga se ga najde? Ja, tako se je pa začelo, da so najdli izdanke premoga na površini. Pa so pa raziskovali naprej, ne? In so prišli do teh nahajališč. In koliko je tega premoga v enem vozičku? Tu je tam 1 tona, en vozičk. En voziček, 1 tona? Ja. Ena klobasa, 1 štruca kruha. To je zdaj vprašanje. Koliko so pa debele? Tukaj je pa jašek, ne? Ja, tu je pa rudniški jašek, s katerim se bomo pelala v globino. Tukaj gremo pa dol. S tem se bomo pa spustila dol, na nivo 6. obzora, 360 metrov v globino. Kaj pa je gor? Gor so vrvenice, preko katerih grejo te vrvi, na katero so pričvrščene kletke, s katero se bomo spustila v globino. Tu je strojnica. Ja, tu je pa strojnica, tu je pa izvažalni stroj. Ogromna mašina. Ogromna. To je staro? Ta stroj je ameriške izdelave, ki je bil pripeljan takrat še kot tako imenovan UNRWA paket iz Amerike, kot pomoč po vojni, ja. A to še od vojne sem? Ja, in je bil zmontiran 52. leta v rudniku Zagorje. In če ti malo pokažem, midva se nahajamo tukaj. Tukaj. Ta kolešček je pol... Ta kolešček je tole veliko kolo, ne? In pogrejo te vrvi preko vrvenic, ena kletka in od spodaj na 6. obzoru druga kletka, ko se zmerom premikajo, da ko gre ena gor, gre druga dol. No tukaj do tam dol je 360 metrov. A so vmes kakšni rovi še? Ne, jih ni več. Sam tam dol? Samo dol, ja. Bum. No, Borut, zdaj bomo šla pa na kletko. To je ta lift. Ja, kar izvoli noter. Koliko hiter pa gre dol? Do še tam, opa, pazi, Borut. Zato imam čelado. Tu gre do 4 metre na sekundo. Za prevoz ljudi. No, zdaj se pa tukaj le gor prim, Borut. Za tole. Čakaj, bom jaz te prvi signal dal. A gremo pol? Ja. Ne sme predspalati, veš, če daš iz kletke signal, ne? Aha. Zaradi varnosti. Ja, grozljiv. Koliko časa bo hodila dol? Tu bomo par 10 sekund, pa bomo dol. Tako gre vedno hitrej, pol? Ja. Tu se pravim, tako sem rekel, do 4 metre na sekundo, spustila se bomo pa na koto minus 110. Minus 110 kaj? Pod morjem? Pod morjem, ja. Pod morsko gladino bo? Pod. S tem drugače tudi tovor vozijo? Tudi. Koliko ton pa naenkrat? 4 vozički, 2 v teli kletki, v teli etaži, ko smo medva, ena etaža je pa še spode. Evo, res ne mislim. No, zdaj smo pa ne... Zdaj so že dol. Neverjetno. Zdaj so 100 metrov pod morjem. Ja, 110. 110. Gremo ven. Gremo ven, ja. Pazi, ko odstopiš. A tukaj gremo pa zdaj sam še naravnost, ja, do... Ja, zdaj gremo pa na delovišče. Koliko je daleč? Imamo še kak kilometrč, je na 15-20 minut hoje. Pa sam vodoravno je.
Ne, navzdol. Spustila se bomo še za naslednjih 120 metrov. Pa bo več kot 200 metrov pod morjem. Seveda. Kaj pa če morje zalije to? Mislim, da ni straha. Rudar porabi za pot na delovišče cirka 1 uro časa, pa 1 uro nazaj. Tako se je zgodilo tudi nama. Rovi levo, rovi desno, pravi labirint. Francu se mora pač zaupati. Koliko žic je tukaj noter? To je vse za elektriko? Ja, to je vse elektrika in ta rdeča, vidiš, to pomeni visoko napetost. Koliko je to? To je 500 voltov. Ampak ni nevarno, da bi prišlo, mislim, do iskric, pa da bi se metal zažgal. Vidiš, glih v ta namen je pa takala oprema ojam. Ko misliš, kaj je to? Ja, transformator. Ne, to je stikalo. Stikalo. Stikalo, ko je masivne izvedbe in to je ena od zaščit protieksplozijskih. Se pravi, da samo stikalo s svojo maso prepreč, ki je tukaj masiven, pa ti pokrovi pa v hiši, da preprečijo prehod iskre v plinsko atmosfero. Se pravi, tudi če bi bilo v metanu to, mislim, če bi bil v metanu kol, pa Tako je. se ne bi... Tako. Potem so prišla v rov, ki se je strmo spuščal. Morda ne izgleda tako hudo, ampak bilo je toliko strmo, da sem moral kar hudo paziti, kako hodim. Postajalo je tudi vse bolj vroče, okrog 25 stopinj. Preveč za hojo. Kaj bo šele, ko bo treba delati? Taka vprašanja so mi rojila po glavi. Občutek je bil, kot da gremo pekel. No, vidiš, Borut, zdaj smo prišla pa pred delovišče. Tukaj te bom jaz zdaj predstavil v tvojem donšnjem komaratam. Ti bojo odredili del, kjer ga boš danes delal in upam, da se boš dobro odrezal. Kaj pa delajo zdaj? Zdaj trenutno delajo na tem ropanju in boš videl, ko bomo prišla zraven. Srečno! Srečno! Kako ste povi? Tole je luknja, moramo malo da se bomo založili. Jaz vam pa enega novinca pripeljal, da vam bo malo pomagal danes, da vam ga predstavim. Tu je Borut. Borut. Jaz sem Ivan. Borut. Borut. Tako da mu boste kar del odredili, da vam bo pomagal. Bi rekel, del primeren novinci, ne? Vse veste, kak del se spodob za novinca, ne? Borut, to prvo so treba pa malo slečiti. Ker takole takle... Vidiš, že orang za kuhu. To so širam, pa to ne moreš, ne? Ne. Borut, zdaj smo prišli zdaj na delovišče, imamo tole en del pripravljen, bo spustila tistega štorija, 2 metra pa pol dolg, je treba noter zbiti, da bomo poje tukaj zatesarili. No, to premog. Noter ga treba zabiti, na pot nam je. A tukaj je spodaj tako mehko vse, ali kaj? Ja, bolj mehko. Zakaj pa je to treba zabiti? Ja, tukaj bomo bolj tesarili, je na pot za tile stojke. S čim bomo zabil? Bo dal. Tele imamo na tako pripravo. Sam fajn je, če malo namažeš, ne? Fej. Pa še na drugi. Fej. Ker ne vem, s kjerim konca boš toko, ne? A je važno to? Ja, je kar. A čist do konca ga je treba? Se da, čist do konca. Se gre. Ni glih na roko. Na noga se pa ne da napraviti. Jo, se bojim, da se bo, ja. Selam. Fajn, če leze. Dobijo ga fajn, ne? Je partišen more. Jo, bo. Še malo pa bo. A se tole noh malo fertig. Kaj drega še, mi gremo pa zdaj na svoje. Mi gremo lahko malo stacati. Ja.
Pocet bo pa zabol notat. Gremo hodovat. Ja, Tu pa kar zabij. kar zabita teč. Tako sem dobil svoje prvo resno delo v rudniku. Zabijal sem lesen štorko nor in razmišljal o tem, koliko ur dela je vloženo samo v ta rov. Rudarji so mi pustili samega, zato sem se hotel čim bolj potruditi, da bi bili zadovoljni z mano. Res sem se hotel izkazati. Pot je kar liv iz mene. Štor se pa po mojih ocenah ni premaknil niti za centimeter. V zabijanje sem vložil energije, po mojem mnenju, za 3 štruce kruha, zaslužil si nisem pa niti za eno. Goro, zdaj pa dost. Zdaj ga pa že zabol. Blazno počas. Umiri, če bo dost. Gre not. Kontroliraj tole, ja. Ja, šuh še. A pol šuha še, ne? Ja, no pa, A bi kar dobro bilo. morbit bova videla. Če avto ti rečeš, to je pa dobro. Ja. Pa bo kar trpiježen, veš? Boš kar zahnam. A si videl, koliko si to zabol dati? Ja, tole ja. Meni se pa zdel, da se mal maje. Skoraj se je že od zgoraj vse dol porušili, toliko se zabil. A to je za kakor Za je novince. krst, a? Ja, Za ja. novince. Ja, to je za probo. Zdaj bomo šli pa zdaj ti bo en bolj pametni del dal. Bomo šli pa zdaj malo počistiti zgor skozi, da bomo... Aj pofilat. Ja. Zdaj na trd parjet, pa zasjadam. Okej. Koliko pa je premoga še tukaj dol? Do naslednje daže, dol so perk mandljici. Spodi. Je to spet stos, ne? Ja, ni glih šlo se, premog je. Filat je to, ne? Kar zabijo, malo pohod. A, tako. Z nogo na dol, ja, to. Pa fest polna lopata je zaželjen. Aha, ja. Se trudim. Če pa premehna, bomo pa malo faršolali, da bo več gor šlo. To je bil ognjeni krst. Upal sem, da je konc rudarskih štosov in da bom lahko počel kaj koristnega. Lopata za lopato, kila za kilo. Tako sem začel s kopanjem svoje prve tone premoga. Pomislil sem na vse poklice tega sveta in ko za nalašč se nisem mogel spomniti nobenega težjega, da bi se lahko tako potolažil. Vsak tolar v rudniku je resnično zaslužen in prepojen z litri lastnega potu. Vse čast rudarjem, ki počnejo to dan za dnem, leto za letom, vse do pokoja. Zdaj bomo šli pa malih malc. A? Malc bomo šli. O, super. Bomo zaključili. In fantje, kako se je obnesel Borut kot novinc za debel šiht? Kar doba je za te parošist. Kaj fajn je zabivo. A, Kje se bo dobiti te sendviče? ja, sami smo jih prinesli, ne? A ti nimaš? A ni, a to ne poskrbi rudnik za malca? Samo še vzeti, preden greš v jamo malco. Ja, jaz ga nisem vzel. No, se zato smo pa mi vedeli, da si kot novinc, smo ti pa mi en sendvič pripravili tudi za tebe. Zvoli. Hvala Bogu. A bi to spet štos? Ja. Dobro, to ljudi, a ni ogenj prepovedan v jami. Seveda.
Seveda je. A veš, Borut, to je varnostna sventilka bencinska, ne? Ko nam s plemenom ugotavljamo prisotnost metana in jo tudi merimo. Kako pa? Jo tudi merimo, ne? Glede na povečevanje plemena ugotavljamo procent metana, oziroma če je sploh prisoten. Če je metan, pa se plamen poveča. Ja, ker metan je gorljiv tudi. Kako da ni nevaren za eksplozijo? Zaradi tega vidiš te mrežice, ne? Se pravi, te mrežice preprečujejo plemenu oziroma ga tako ohladijo, da ni več nevaren za vžig metana, ne? Zato je to varnostna svetilka. Pa se je metan tle že kdaj vžgal? Seveda je že eksplodiral. V tej jami? Ja. Kdaj pa? To je bilo leta 61 na zadnje. Je bila eksplozija metana. A pa je bilo kaj hujšega? Voda. Takrat je bila velika tragedija, je bilo 13 rudarjev, je bilo mrtvih takrat. 13? 13, Od eksplozije? ja. A to je po celem rovu eksplodiralo? Ne, eksplozija je bila pač na delovišču, ne. In določene rudarje, bi rekel, so umrli zaradi same eksplozije. Oziroma zaradi zruškov, ki jih je zasojil. Potem kasneje nekateri, ko so se, na primer, že umikali, so umrli zaradi zastrupitve z monoksidom, ker so se pač umikali, ampak po tej eksploziji pride do pojava monoksida. Ki je tudi zelo strupen. Tudi zaradi tega so umirali ob eksplozijah, ne od tega. ljudi. Zavohati se me ne da metana? Ne. Metan je brez barve, brez vonja, brez okusa, lažje od zraka. Ga ne moreš brez indikatorjev zaznati, ne. Sam poč. Sam poč. Zdaj pa, če smo že pojedli, ne, bomo pa še malo založili, ne? Ja. Ne, Ivan? Ja, malo založili. Zdaj se ne sme kaditi tukaj. Se to ni za kaditi, to je za žveč, to pa. Ode. A to še prodajajo? Še. Ja. Kar orenk vzem, Borut, orenk, ja. Fajn založi. To je tako kar kavica. A to kar žvečeš? Ja. Ja. Je dober? Peče. Fuj. Pa zakaj je to dober? Nekateri žvečijo, zato ker ne smeš kaditi v jam. Različno. Je dober. Peče. Kaj zagreba se rad tukaj? Ti ni delač tukaj. Borut? Idemo od sebe. Si mogoče ti slino dol poželil, ko si čikal? Ne, treba ven pluvati. To smo mu pa pozabili povedati, ne? To moraš ven pluvati. To ne smeš dol požirati. Pa je bilo dober? Čak, ti bom šel pokazati. A tukaj? Tukaj dol. A? Da je hitro, je daleč. Ne, da ti ne imaš tišni. Ne več. Vidiš, Borut, malo pred tisto le ločijo pa levo.
Aha. A tole, tale kibla? Groza. Ko sem zagledal ta moderni WC, mi je postalo še slabo. Če ne bi bila taka nuja, bi potrpel, ampak res nisem mogel. Tobak je naredil svoje. Torej, Boruta sem po spustu po Jašku pripeljal čez jamo do delovišča, kjer sem ga predal skupini knapov, jih pač opozoril na novinca, kar je v bistvu pomenilo za knape, to že oni vejo, kaj se počne z novinci, in so ga počasi začeli uvajati v delo. Pač s tistim njihovimi potegavščinami za novince, tako da je že kar malo izkusil jamsko delo in je kar do dobra se že preznojil. Nato, ko so odšli na malico, so ga zopet potegnili s čikom, s tobakom, tako da je mogel na hitro leteti, vemo kam. Pri tem je deloval že kar dokaj utrujeno, vendar pa glavno ga še čaka. Po malci pa spet na delo. Vsak se je resno lotil svojega posla. Zabušavanje je bilo za danes dovolj. Jaz sem se ponujal za pomoč, ker sem pač mislil, da lahko pomagam. A ne ti pomagam, kaj? Ne, kar svojega prim. Aha. A še tega? Ja, še tega bo. Koliko je pa težek? 87 kg. In koliko jih je treba znositi to? 24 komadov. Za en delovnik? Ja, za en šiht. 87 kg. To je bilo težje od mene. Izkušen rudar pa jih prenaša, kot da so iz stiroporja. O ne, zame je en dost. Tako bom pa jaz. Tebe je za ta prvi šiht dost jedno. Dost. Pozor, zaradi prekoračitve dovoljenih koncentracij med... Ja? Pa to je metan, ne? Posebno se takoj namestiti samoreševalce. Panika. Vsak je hitro vzel svoj samoreševalec, pa kako ravno danes, moj prvi dan v rudniku. Ven, čim prej ven iz te lukne. V glavi so mi odmevale Francove besede, ko mi je razlagal o nesreči iz leta 61. V paniki in v polmraku sem že videl zasute ljudi, ki ječijo od bolečin. Zaradi slabe svetlobe se mi je zdelo, da se vsi upotekajo in prvič v življenju sem začutil, kaj je to klaustrofobija. Strah, ki sem ga čutil, se ne da primerjati z ničemer. Počutil sem se čist nemočnega in to me spravljalo v obup. Vse bolj sem podoživljal nesrečo iz leta 61 in situacija se mi je zdela vse bolj brezizhodna. Vse teže, zrak v samoreševalcu je bil vse bolj vroč in vse bolj se mi je vrtelo. Do dvigala pa nisem prišel. Boro, tu je vaja!
Zakaj sta pa tukaj letela? Jaz sem ga lovil, pa ga nisem dohajal, da bi mu rekel, da ne počasi se umika. Pa nisem došel. Borut, a smo govorila, preden smo šla v jamo, da se je treba umikati počasi, da se ne zadihaš? Čakaj, če bi eksplodiral? Pa ti bi porabil tega samoreševalca v 10 minutih, ne v 20. Au! No, ja, se zelo se greje, veš, Borut. Zapas. Zakaj pa se tako se greje? Kako smo že prej govorili, se veš, da je noter kemična reakcija, da se čist, da isti zrak dihaš, ne? Da se spet proizvaja kisik. A se pravi, to je spet bil en hec. Poskusni umik je bil to. A to imate večkrat, ali kaj? In te izvajamo večkrat, ali za celo jamo, ali za posamezna delovišča, ne? Da vejo zaposleni se umikati, ne? Da vejo bežne poti, kot se umakniti. Mene je bilo pa strah. Še malo čika zdaj. Ja, daj. Izvolj. No, se zmerjeno gnusim. Torej, Borut se je v tem šihtu izkazal kot zadovoljiv rudar. Bil je zelo radoveden, zanimale so ga predvsem nevarnosti okoli plinov, potem ga je zanimalo, kakšne vrste nesreč so že bile v tem rudniku, zakaj je do njih prišlo in kako so ljudje ukrepali v teh slučajih. No, nekaj takega se mu je na koncu tudi samemu zgodilo, kjer je sicer zadevo vzel zelo zares. Niti za hip ni pomislil, da je to vaja, dokler mu nismo povedali. Mogoče je ravnal malce preveč zaletavo, pač zagrabila ga je panika, tako da mu tudi nismo uspeli dopovedati vse do konca, da je vse tole vaja. V glavnem pa mislim, da se je izkazal za kar zdržljivega, kar so potrdili tudi njegovi komarati, rudarji, s katerimi je preživel ta šiht. No, danes smo imeli mi enega novega rudarja, Boruta, ko je prišel v našo partijo, smo mu malo pokazali, kako se rudar tukaj v naši jam, in smo kar prilično zadovoljni z njim. Je kar precej pokazal, da je kar precej zdržljiv, tako da smo kar zadovoljni z njim, ne? Ja, bi kar bil dober knap, ne? Ja. Bi kar. Navadil bi se kar, če bi bilo treba še dodati. Sam, kukor kaže, ne bo dolgo trajalo. Zmatran sem. Več kot 200 metrov pod morjem, več kot 400 metrov pod površino zemlje, sred hriba. Sem delal s fanti, ki delajo po teh rovih, zato da bi ostal brez službe. To je žalostno, ne? Jaz sem pa sam zmatran. Odklop. Srečno. Pa srečno. Pa srečno. Produkcijska skupina Manga.